Najprej pojdimo med platnice. Čeprav smo že vkorakali v zimo, nas knjige lahko odpeljejo v toplejše dni. Če vam diši zgodba prijateljstva, ljubezni, spoznavanja grških in nizozemskih navad, potem je tole nekaj za vas. Dneve na otoku sta prebrala Jaša in pa Juš. Knjiga Dnevi na otoku na začetku ne obeta najlepšega dopusta za našega glavnega junaka Jakoba. Ampak potem pride dobra družba in zgodijo se najlepše počitnice. Jaša, ti si svoje poletne počitnice preživel na Silbi, se je tudi tebi zgodila kakšna ljubezen, prijateljstvo, dogodivščina? Ljubezenskih pustolovščin še nisem doživel. Nas je pa s 3 prijatelji na supu odpihnilo zelo daleč stran od obale in je bil veter tako močen, da se v bistvu nismo mogli priti sami nazaj. Ampak so vas rešili, zato si tudi tukaj, ne? Ja. V tej knjigi je sicer mnogo zgodb, mnogo različnih odnosov. Eden najpomembnejših je med Jakobom in njegovim grškim očetom Janisom. Jakob sicer z njim nima veliko stikov, ker živi v drugi državi. Kako se na koncu razpleteta odnos med njima? Zato, ker se ne poznata, se dolgo časa nista videla, se veliko kregata, se ne strinjata v stvareh. Te pa skozi zgodbo se njun odnos boljša, se spoznavata, kako podobna sta si in na koncu imata odnos, kot bi ga morala imeti vsak oče in sin. Super si to povedal. Janis je, kot rečeno, Grk, Jakobova mama je Nizozemka, ki je potem po ločitvi šla na Nizozemsko in zato Jakob ni imel toliko stikov s svojim očetom. Predlagam pa, da nama tole grško-nizozemsko navezo malo bolj podrobno razloži kar avtor knjige Gideon Samson. Gideon, hello. Why does the main character have a Dutch mother and a Greek father? And why is the mother more loving than the father? Isn't that a little bit stereotypical? To be honest, I never think very consciously about substantive choices. That sounds a bit weird, maybe, but it happens more, and then often later I understand why that was the only right choice. In this case, it's exactly the same. And yes, of course, that's a bit stereotypical. There are elements like that in every book. All of life is a bit stereotypical. And I dare to say that Island Days also contains a lot of very original and not stereotypical elements. Hvala, Gideon. Ja, marsikaj je originalnega v tej knjigi. Med drugim tudi Janisova polomljena nizozemščina oziroma v prevodu slovenščina. Nam jo lahko malo prebereš? Ja, z veseljem. In če dobro pogledaš, vidiš mali medved. Ima tudi tako oblika. Poznaš zgodbo o ta dva? Ne, res ne. Janis se skloni k plastenki rakije, ki stoji na tleh poleg noge stola. Ta zgodba je grški. Kaj beseda? Slavni grški mit. Ja, hecno, ne? Hvala lepa, Jaša. Ja, kot vidite, tele humorne vložki, besedne igre, razlike naredijo tole knjigo zares bogato in primerno tudi za odrasle. Eden takih odraslih je tudi moj kolega Rok. Rok, a bi tebi tudi zdaj pasale kakšne počitnice na kakšnem grškem otoku, a? Ja, Juš, počitnice na grškem otoku se slišijo super, ampak moram najprej odvoditi tole oddajo do konca. Morda pa kasneje. Hvala za nasvet. Za vas, tekmovalci, pa imam tole vprašanje. Jaša nam je dobro predstavil odnos glavnega lika z njegovim očetom. Kaj pa smo še izvedeli o njem? A. Jakob živi na Nizozemskem z očetom. B. Jakob očeta prvič sreča na počitnicah. C. Jakob je po videzu zelo podoben očetu. Ali D. Jakobov odnos z očetom se korenito spremeni. Obe ekipi sta se odločili za odgovor D. Torej, Jaša je povedal, da se z očetom, ki živi v drugi državi, ne poznata, nato se kregata, spoznavata, na koncu pa le vzpostavita dober odnos. Pravilen je torej odgovor D. Nove točke pa za obe ekipi. Bravo!